Pozdravljeni na Radiu Kvarkadabra. Danes gostujemo na fakulteti za farmacijo. Pogovarjava se pa Saša Dolenc in Samo Kreft. Zdravo. Zdravo. Veliko se ukvarjaš z zdravilnimi rastlinami. Ne? Ja, to je glavna tema mojega raziskovanja in tudi pri pedagoškem delu in tudi pri strokovnem delu, recimo. In ravno letos je bila podeljena Nobelova nagrada tudi za kar zanimivo znanstveno zgodbo. Ena od dobitnic Nobelove nagrade je bila kitajska raziskovalka, ki mislim, da sploh nima doktorata, ne? Saj tako je bilo v nekaterih poročilih predstavljeno, je vodila pa skupino, ki je odkrila zdravilo proti malariji. Ne? Ja, tako je. In to iz rastline, zdravila. In to iz rastline, ki so jo že v kitajski tradicionalni medicini uporabljali proti malariji. Tako da gre za to kitajsko raziskovalko Tu Juju, ki je letos dobila za svoje delo, ki je pred več desetletji bilo že narejeno, ko so kitajske oblasti načrtno iskale zdravila proti malariji in so veliko skupino raziskovalcev zadolžile s to nalogo. Potem se je ta skupina razdelila na več podskupin, ki so različne strategije ubrali. Eni so iskali sintezna zdravila, eni naravna zdravila. No in ta raziskovalka Tu Juju je bila vodja te podskupine, ki se je lotila iskanja v kitajski tradicionalni medicini. Našli so nekaj rastlin, za katere je kitajska tradicionalna medicina trdila, da bi se lahko v ta namen uporabljale, jih potestirali, katere res delujejo, katere močneje, katere manj, in ugotovili so, da je sladki pelin Artemisia annua dejansko obetaven. Pozna ga kitajska tradicionalna medicina in tudi v laboratorijskih raziskavah so se učinki potrdili. In potem so naprej raziskovali, katera snov deluje, naredili farmakološke študije, klinične študije na bolnikih, potrdili delovanje, optimirali način prečiščanja te čiste snovi artemizinin, kar ni bilo lahko, ker ima tako zanimivo kemijsko strukturo z kemijsko vezijo kisik-kisik, ki je zelo nestabilna in ravno pomembna zaradi učinka, ampak predvsem nehvaležna pri izolaciji, ker lahko že pri predelavi rastline pride do razpada. Tako da vse te probleme so rešili. Pri svojem delu so se potem še večkrat naslonili na kitajsko tradicijo, tudi pri tem postopku, kako iz rastline ven dobiti, so nekako, ko so imeli težave po teh klasičnih postopkih, tinkture in to, so šli gledati, kakšni so tradicionalni postopki in tam so bili bolj nežni. Tako da so videli, da morajo tudi to upoštevati. Ne samo katero rastlino in katero del rastline, ampak tudi kako jo pripraviti. To je treba poštevati iz tradicije. No, ampak zdaj v končni fazi, ko so prišli do čiste snovi, je zdaj to pač čista snov, ki stališča bolnika niti ni pomembno, kako je pridobljena, ali je s kemijsko sintezo ali iz rastline. Zdaj niti ne vem, ali se znajo raziskovalci tudi s kemijsko sintezo pridobiti ali ne, ampak ne glede na to je predrago, tako da vsa proizvodnja svetovna še vedno poteka iz rastlin in dejansko je to še vedno zdravilo prvega izbora. To pomeni, ko nekdo ima malarijo, bo najverjetneje prvo dobo artemizinin, ponavadi že takoj v kombinaciji še z nekim drugim zdravilom, skratka, zaradi pojave rezistence tudi na artemizinin se takoj štarta s kombinirano terapijo. Res kot, da je bilo nekaj časa to znano samo znotraj Kitajske, da so takrat objavili v nekih kitajskih revijah, kaj so odkrili, da na Zahodu je pa z neko zamudo se zvedlo za to učinkovino, ali je to mit? Koliko je bilo zamude zaradi recimo kitajske zaprtosti, ne vem. Lahko tudi, da je bilo nekaj časa, tudi če zaradi vojaške tajnosti. Vemo, da je pač Kitajska to zaradi svojih vojaških interesov na tistem območju hotela svojim zaveznicam pomagati. Tam, kjer raste ta rastlina? Kako? Ne, ampak malarija je bila problematična. Vietnam, Koreja in tako naprej, tisto območje in tem svojim zaveznicam je hotela Kitajska pomagati. Tako da
Ampak to je mogoče za kakšnih 10 let recimo ustavili, dokler je bilo to tajno. Potem pa siguren pa, skratka to ne vem točno, kako je bilo, siguren pa sem, da je pa en velik zamik bil potem, ko je že bilo to javno znano tudi zahodnemu svetu, ampak zahodni svet enostavno ni verjel ali pa ni zaupal, nekako omalovažujoče je gledal na te znanstvene dosežke kitajskih znanstvenikov, še posebej, če so to neki dosežki, ki temeljijo na kitajski tradicionalni medicini. Tako da te predsodki so bili potem razlog vsaj že za več kot 10 let zamude pri uporabi v zahodnem svetu. Tako da mogoče kakšnih 10 let zaradi vojaške tajnosti, potem na to pa še vsaj 10 let zaradi predsodkov. In poznaš tudi kar dobro alternativne medicine, ne, tudi kitajsko, tradicionalno medicino, a tam obstajajo kakšne knjige, kjer to piše, ali je to bolj ustna tradicija, da grejo mlajši se potem učiti starejšim? Kitajska tradicionalna medicina je že zelo zgodaj bila zapisana, tako da obstajajo zapisi. Imamo pa mogoče včasih napačen vtis, da je vse, kar recimo se uporablja v današnji kitajski tradicionalni medicini, staro nekaj tisoč let. Ni, tudi ta kitajska tradicionalna medicina se je razvijala in dodajala nove pripravke, nove rastline, tako da zdaj točno koliko let ali je stara uporaba tega sladkega pelina pri malariji, ni nujno, da je to 2000 let stara tradicija, lahko je samo 200-300 let stara tradicija. Aha, to se pravi, tudi zdaj se še spreminja, so komponirali mogoče kakšne zahodne stvari tudi v kitajsko medicino, mogoče to veš, ali? Ja, tudi v okviru kitajske tradicionalne medicine se izvajajo raziskave, take čist fitokemijske, skratka se analizira, se skuša ugotavljati, ampak težko je, pa točno jasno pa na kitajskem uporabljajo tudi konvencionalno medicino, zahodno, in težko je čist mejo postaviti. Skratka, lahko rečemo, da so se zahodni principi v kitajsko tradicionalno medicino vključili, ali so pa sam Kitajci začeli uporabljati zahodno medicino poleg svoje. Ampak njihova definitivno pa se tudi še danes spreminja. Te zgodbe, ko na podlagi nekih tradicionalnih zdravilnih rastlin iščejo potem moderna zdravila, so te zgodbe zelo podobne, da pač vzamejo neko rastlino in potem gledajo, kako bi lahko učinkovala, presejalne študije izvajajo in potem poskušajo izolirati učinkovino, ne, in jo potem, če se splača kemijsko izdelovati. Večinoma poteka tako, ali so kakšne... Ja, to je recimo en šolski primer, ne, da izhajamo iz neke tradicije, jo preverimo, izoliramo snov. Ampak skoraj bi rekel, da je v praksi pa več izjem, kot pa rastlin, ki sledijo temu šolskemu zaporedju. Skratka, imamo primere, kjer so že zelo zgodaj, pred več kot 100 leti, uspeli iz zdravilne rastline natančno identificirati kemijsko strukturo snovi, ki so odgovorne za učinek. Tak primer je recimo vrbova skorja, v kateri so salicin, to učinkovino že davno odkrili. In ne samo, da so jo odkrili, tudi ugotovili so, da jo lahko izboljšajo, da iz salicina se pridobi salicilna kislina in salicilne kisline acetilsalicilna kislina, ki so danes trži pod imenom aspirin in še drugimi generičnimi zdravili. In te acetilsalicilne kisline ni v naravi. In tudi že osnovo so že pred 100 leti pridobili na povsem kemijski način, čisto iz premogovega katrana z karboksilacijo, skratka s kemijsko reakcijo pridelali. Skratka, rastlina je tam služila kot nek vir ideje, vir neke informacije o tem, katera snov ima kakšen učinek, ampak potem se je ta ideja nadgradila
in proizvodnja poteka že 100 let popolnoma po kemijski poti. Drugi primeri so pa primeri, recimo, kjer tradicija sploh ni imela nič prsta vmes. Recimo, mogoče so zdravila proti raku, en tak primer, kjer jih je mogoče niti ni v tradicionalni medicini. Tako da, če hočemo zdravila proti raku iskati med rastlinami, se je treba drugih pristopov poslužiti. No in tako je pred nekaj desetletji potekala ena velika raziskava, kjer so 30.000 rastlin naključno izbranih testirali. No, pri raku je tudi ta sreča, da recimo z relativno enostavnimi laboratorijskimi testi lahko preverimo, ali neka snov ubija rakave celice. Za kakšno, recimo, protidepresivno delovanje ni kakšnih takih enostavnih laboratorijskih testov. Tako da za iskanje zdravila proti depresiji ne bi mogli 30.000 rastlin testirati. No, tisto se je pa dalo in rezultat je bil, da izvleček iz tise, ne te naše evropske, ampak ene ameriške, Taxus brevifolia, ugotovili so potem nekaj let kasneje, katera snov, taksol, ugotovili kemijsko strukturo in to je danes priznano zdravilo, že nekaj desetletij uveljavljeno zdravilo, tudi pri nas se uporablja proti nekaterim vrstam raka, ki se seveda samo v prečiščeni obliki, ker samo to se da natančno odmerjati, samo na ta način se uporablja, nikakor ne upošteva, da bi kakšne tinkture, čaje kuhali iz tise. Še vedno se pa uporablja naravne vire. Našli so tudi alternativne vire. Tisa je zelo strupena, ne? Tisa je zelo strupena, ravno tudi ta naša evropska tisa je strupena, vsebuje podobne snovi, kot so taksol, in ja, v bistvu vsa zdravila proti raku imajo močne učinke, tako da pri vseh zdravilih proti raku je zelo potrebno, zelo natančno odmerjanje, ravno to, da nekako imamo sprejemljive strupene učinke, pa že koristne terapevtske učinke. No in tudi to zdravilo je bilo potem že izboljšano, tako da zdaj se veliko uporablja tudi že spojine, ki jih niti ni v tisi, ne, ki so jih potem še z dodatnimi kemijskimi spremembami dodelali. Pa tudi originalni taksol se še vedno uporablja. In to je bila edino odkritje med temi 30.000 rastlinami, ki so jih testirali. Edino, ki je prišlo na tržišče. Ne vem, ali je bilo še kakšno, pa potem iz takih ali drugačnih razlogov financiranje, karkoli ni prišlo do konca, ali pa da se potem izkazalo, ni vsaka snov, ki ubija rakave celice, še primerno zdravilo proti raku. Mora imeti še druge zahteve, da se pravilno po telesu porazdeli, da sploh pride do rakavih celic in da ni škodljivo za ostale. Ta zaloga med tradicionalnimi zdravili je pa verjetno že preizkušena in tam težko kaj še odkriti, ali se še kaj odkrije? V evropski tradiciji bi rekel, da je vsaj za te rastline z toliko akutnim, hitro delujočim učinkom, da je izčrpano. Tako zvovče češnje, recimo imamo že atropin, že dolgo, na prsteca, digitalis, imamo kardiotonične glikozide za srce, se uporabljajo spet v prečiščeni obliki. Tako da tisto, kar je še za znanstvenike, recimo nek potencial, so rastline z mogoče malo bolj kroničnimi učinki, tudi za kronične bolezni, ali pa mogoče kakšne druge neevropske tradicije, ki so še manj raziskane. Pa rastline, ki imajo sicer učinke, ampak še ne vemo, katere snovi delujejo. Tudi takih je kar nekaj, naprimer baldrijan je rastlina, za katero imamo že nekaj desetletij učinke jasno potrjene v dobrih kliničnih raziskavah. Skratka, ne gre samo za neko ljudsko medicino, neke izkušnje, ki so subjektivne, ampak dobre klinične študije in že nekaj desetletij in raziskave še kar naprej se to smeraj potrjujejo. Hkrati pa želijo ugotoviti, katere snovi v baldrijanu so zaslužne za ta učinek in po katerem mehanizmu delujejo, na katere možganske receptorje se veže. To pa po vseh teh desetletjih raziskav še ni uspelo. Tako da
zaenkrat ne moremo neke čiste snovi ponuditi bolnikom, ampak badrijan kot celota. To verjetno pomeni, da je nek kompleks različnih učinkovin, ali se nič ne ve. Zelo verjetno je res za učinek odgovoren kompleks. Skratka, sinergizem med več snovmi, in ko jih prečistimo, potem vsaka posebej nima učinka. Ampak tudi to so že skušali raziskovati in v poskusih pač testirati kombinacijo večjih snovi, za katere vemo, da so badrijane, in tudi na ta način niso uspeli reproducirati učinka. Tako da, ne vem, mogoče, da je to res ena kombinacija večjih snovi, da nisem kombinacija 2, 3, a mogoče celo 4, ali pa da gre za kakšne snovi, ki jih še niti nismo uspeli identificirati, najti notri, ali so v tako majhni količini, ali ne vem, z kakšnega drugega razloga. Zadnji čas se zelo veliko govori tudi o bioloških zdravilih. Pa lahko mogoče sam pojasniš to razliko, kaj je zdaj biološko zdravilo, kaj je zdravilo rastlinskega izvora, ali kako se temu reče. Ja, če gremo po kakšne zelo take abstraktne, teoretične definicije, lahko se tudi zelo prekrivajo. Ampak v praksi se pa ta dva izraza dosti ločeno uporabljata. Skratka, zdravila rastlinskega izvora so tisto, kar je iz rastlin in neke kompleksne izvlečke, ponovadi pridobljene z etanolom ali pa s kakšnimi organskimi topili, in gre za neke majhne molekule, ki pri takem načinu priprave pridejo iz rastline. Medtem ko pa biološka zdravila so pa večinoma proteini ali pa vsaj peptidi, skratka neke večje molekule. Večinoma so pridobljeni z tehnologijo rekombinantne DNA, skratka da jih načrtujemo, da nek znan protein, za katerega vemo, da ima nek učinek, recimo eritropoetin, človeški hormon, in lahko gen za ta hormon damo v ustrezen drug organizem, ki ga potem proizvaja. To so kakšne celice, za različne kakšne celice so ponovadi uporabljajo? Odvisno od samega proteina. Naprimer za inzulin, ki je enostaven protein, lahko z enostavnejšimi, za nekatere lahko celo v bakterije damo človeško DNA v bakterije. Za nekatere druge, recimo kot je eritropoetin, ki ima pa bolj kompleksno strukturo, skratka je protein, na katerega so še sladkorne enote vezane, česar bakterije ne znajo na ustrezen način vezati, moramo imeti pa en bolj... So prav sesalče celice? Mislim, da je pri eritropoetinu... Ampak so celice, ne? Celice, ja, celice. Ne vem pa, kako jim je uspelo. Sesalče celice je bistveno težje gojiti kot bakterijske, tako da raziskovalci se trudijo čim bolj enostavni sistem. Če je potrebno sesalče, si pač treba sesalče, če gre saj recimo kvasovke, ki so eukarionski organizem, ampak bistveno lažje gojiti, se pač v kvasovke. Če gre pa še enostavnejše, je pa potem še lažje gojiti in proizvodnja potem cenejša. Ni pa primera, da bi kakšno učinkovino, ki izhaja iz rastlin, potem gojili s pomočjo rastlinskih celic. V reaktorjih to nima smisla. To se precej poskuša, ampak cenovno uspešno mislim, da v povezavi z zdravilnimi rastlinami še niso uspeli. Pri artemizininu, na primer, so tudi to poskušali, ampak mislim, da je še vedno cenej to enoletni pelin, sladki pelin gojiti na njivah. Mislim pa, da je komercialno uspešno gojiti rastlinske celice za proizvodnjo kakšnih rastlinskih snovi za druge namene, ne zdravilne, ampak ne vem, kot že živilsko industrijo za arome ali kaj takega. Mislim, da tam je nekaj komercialno uspešnih primerov, pri zdravilnih rastlinah pa ne. Zanimivo se pa tudi obratno, da lahko pa rastline gojene na njivi uporabimo za pridobivanje na primer človeških proteinov. Če človeško DNA vnesemo v rastline, z ustreznim pač sistemom, da se v tem to izrazi,
je lahko ceneje ta protein proizvajati na njivi, kjer gojimo rastline, kot pa v nekem reaktorju, kjer bi naprimer sesali celice gojili. In v izjemnih primerih lahko mogoče celo potem preskočimo korak izolacije tega proteina iz rastline, ampak bolniku ponudimo kar celo rastlino, recimo banano, pa poje banano. Lahko daš kakšen primer? Je to še v fazi testov ali že obstaja? To ne vem, koliko je, v kateri fazi je. Zdaj, na ta način z rekombinantno tehnologijo v glavnem pol proteine proizvajamo. In zdaj, če ta rastlina proizvaja protein, je v redkih primerih za terapevtske namene zadošča, da bi protein zaužili. Večinoma ga je treba inicirati, če inzulin je treba inicirati, eritropoetin in tako. Tako da bi zaužili banano, ki vsebuje rekombinantni, so redki primeri in recimo cepiva so en tak primer. Cepiva, kjer pa v nekaterih primerih zadošča, da jo zaužijemo. Ni treba zmeraj cepiv inicirati. Tako da tam so bili uspešni poskusi, ne vem pa, če so čisto komercialno. Verjetno je težko dozirati potem, ker v vsaki rastlini je verjetno malo drugače. Res je, ja, doziranje je težko in mogoče ravno spet, da pri cepivih mogoče doziranje ni tako ekstremno pomembno kot pri kakšnih drugih snoveh, ki imajo nekako bolj direkten učinek. Zdravilne rastline so seveda lahko zdravilne, ob napačnih uporabah so pa lahko tudi strupene oziroma nevarne. Včasih se tega premalo zavedamo, še posebej, če uporabljamo neke domače tinkture. Ja, res je. Ljudje so že kmalu ugotovili en način nevarnosti in to je tisti akuten način, tako da recimo volčja češnja so se jo od nekdaj bali. Če so jo že uporabljali zdravilne namene, so jo natančno odmerjali. Podobno tudi na prstec in skratka vse te rastline, ki imajo močen, akuten, hitro delujoč učinek, ki so ga ljudje opazili. In tudi strupen učinek so potem opazili. Problem so pa tiste rastline, kjer strupen, škodljiv učinek pride ali pozno. Naprimer, tak primer so pirozidinski alkaloidi v nekaterih rastlinah, naprimer v gabezu. Gabez je recimo z naših krajev najbolj znan primer, ko če ga uživamo, če ga uporabljamo na koži, je kolikor toliko varno, še posebej, če pripravke z nizko vsebnostjo teh pirozidinskih alkaloidov. Ampak če ga uživamo, in tudi tradicionalno se je tudi to počelo, lahko pride pri daljši uporabi, recimo po nekaj mesecih, do zastrupitev, do naprimer odpovedi jeter. In tega, ko se je to po 3 mesecih zgodilo, ljudje niso povezovali z tem originalnim vzrokom, kaj je pravi vzrok, da je to zaradi gabel. Iskali so nekaj, kaj se je v zadnjih nekaj dneh dogajalo, ali so, ne vem, so se kopali v mrzli vodi, ali so zaužili neko pokvarjeno stvar. Razmišljali so, kaj so v zadnjih 3 dneh pred tistim, ko jim je težava nastopila. Včasih se celo težave nastopijo še po bistveno daljšem času. Naprimer, aristolohijska kislina, ki se tudi v nekaterih zdravilnih rastlinah nahaja, na srečo v teh iz evropske tradicije, niti ne pogosto, ampak v kitajski tradiciji, tam okvarja ledvica in tam lahko šele po 20 letih redne uporabe, kolikor toliko redne uporabe pride do težav. Prej pa ne. In takrat pa nikakor človek ne poveže po 20 letih. Tako da ja, to pač zdaj sodobna znanost odkriva in skuša pač informacijo razširiti in upoštevati pri načrtovanju boljših pripravkov, ker se v nekaterih primerih da pač to strupeno snov odstraniti, prečistiti. Še en primer, recimo potencialne škodljivosti je pa, ki jo je težko odkriti, težko opaziti, je pa škodljivost, ki ni prisotna pri vseh ljudeh, ampak samo pri nekaterih. Naprimer, šentjanževka je škodljiva samo pri ljudeh, ki so na terapiji raka ali recimo terapiji AIDS-a. Takih je malo, in tako da tudi če pri teh ljudeh pride do težav, je to spet težko poveže, da je to zaradi šentjanževke, če pa pri toliko drugih ljudeh šentjanževka ne škodljiva. In tudi to so itak bolniki, tako da svoje težave prej pripišejo svoje bolezni, kot pa šentjanževki.
Pa se pozna vzroke, zakaj je prav pri teh... Ja, pri Šentjanževki, ko so pred dobrimi 10 leti šele ugotovili, da pri teh bolnikih na terapiji raka in terapiji AIDS-a in še nekaterih drugih škoduje, so potem zelo intenzivno raziskave zastavili in so ugotovili, da Šentjanževka poveča delovanje jetrnih encimov in na ta način zmanjša delovanje tistih hkrati vzetih zdravil in tako zmanjša njihov učinek, tako da bolnik na terapiji z rakom je potem v bistvu prikrajšan za svojo terapijo. Zaradi terapije Šentjanževke, recimo, ki ima protidepresivno delovanje, dobro dokazano, ampak zaradi te terapije izgubi terapijo raka, kar je pa veliko hujše. No, potem, ko so to pred dobrimi 10 leti ugotovili, se je nekaj časa ta strah pretirano razširil in so Šentjanževko odsvetovali pri katerikoli hkratni uporabi kateregakoli drugega zdravila. No, danes vemo, da tako le ni, da je nekaj zdravil, pri katerih nikakor ne smemo imeti, še nekaj zdravil, pri katerih je treba biti malo pozoren ali prihaja do zmanjšanega učinka. Pri velikem številu zdravil pa lahko hkrati tudi Šentjanževko uporabljamo. In ve se točno, katera snov, ve se, katere jetrne encime inducira, ve se, kako hitro jih inducira, ve se tudi, kako hitro po uporabi Šentjanževke se encimi povrnejo v začetno stanje, kar nekaj dni do enega tedna to traja. Skratka, da po tistem lahko normalno začnemo s terapijo. Kaj pa prehranska dopolnila? Neka same zdravilne učinkovine so kar dobro regulirane. Prehranska dopolnila, ki jih marsikdo dojema na pol kot neke zdravilne učinkovine, so zelo slabo regulirane. Mogoče še malo o tem poveš. Ja, prehranska dopolnila so regulatorno gledano hrana in velja pač zakonodaja, kot velja za hrano. Torej nekako zakonodaja opredeljuje predvsem varnost, kako se zagotavlja varnost in še tukaj določa neke načine zagotavljanja, ki so seveda za hrano povsem primerni, ampak za take izdelke, rastlinske izvlečke v kapsulah, naprimer, pa niso najbolj primerni. Tako da dejansko lahko pridejo na tržišče, še posebej, recimo, če to uvoz iz kakšnih daljnih krajev, ker imajo potem še drugačno zakonodajo. In tudi pri uvozu, potem, ko pridejo k nam, je spet samo to podvrženo enakim merilom kot za uvoz, banan ali pa riža. Ja. Skratka, recimo, pri rižu bolj ali manj se preveri, da nima kakšnih bakterij, da nima težkih kovin, da nima ostankov kakšnih strupov, ki nastanejo zaradi plesnivosti, drugega pa se ne preverja. Za zdravilne rastline v kapsulah pa to ni dovolj. Tam, če je nek proizvajalec nekje v Aziji napačno rastlino dal v kapsula, in tudi če nima težkih kovin, tudi če nima bakterij, tudi če nima plesnivih ostankov, je to nezdravo, če je odstropljena rastlina. Tako da, se to dogaja? Tako se v bistvu je neka sledljivost tudi za te stvari, če se ugotovi, da pride do takih slabih praks? To se ugotavlja velikokrat šele, ko so že posledice. Skratka, ko imajo ljudje težave, zdravstvene težave, in velikokrat se to s pravim vzrokom poveže šele, ko je več ljudi. Ker če je samo nekaj ljudi, potem tudi včasih ne poročajo, kaj vse so imeli, ali pa pozabijo ljudje, točno ne vejo, neke kapsule po internetu kupljene, sem užival, pa ne vejo točno, kje je. Pa tudi če imajo, na enem primeru težko povezati. Skratka, šele ko je več. In takih primerov tako znanstveno raziskanih ni veliko. Tudi v resnici ni veliko. Jaz mislim, da jih je, samo da jih je tako težko identificirati. En tak najbolj grozen primer, recimo, je na srečo star že 20 let, ko je v Belgiji prišlo do
odpovedi ledvic pri okoli 100 ženskah, ki so neke kitajske skuševalne kapsule uporabljale, katerih je bilo deklarirano, da je zmes 20 rastlin. Skratka, tudi to je za neko inšpekcijo nemogoče preverjati. Je to res teh 20 ali je ena od 20 bila zamešana. Če je to prah v kapsuli, zmes 20 rastlin, to tudi pod mikroskopom in s kemijskimi analizami težko preverjati. In izkazalo se je potem, res šele naknadno, ko je že prišlo do okvar ledvic, da je ena od teh 20 rastlin bila zamešana, da je bila neka druga rastlina. Zmotili so se. Ni čist jasno, ali se je tak kitajski proizvajalec zmotil, ker tudi ta druga rastlina, ki je v resnici bila notri, se v kitajski tradiciji uporablja, sicer na drug način, bolj kontrolirano, tako da mogoče v kitajski tradiciji s to strupeno rastlino niti ne prihaja do zastrupitev, ampak na nek način, ali je bilo to namerno ali nenamerno, se niti še danes ne ve. Kaj bi potem svetoval ljudem, tako, kaj bi preberil, da neka alga je zelo v redu, če jo še dodatno v kapsulah ješ? Kako naj se potem orientirajo? Recimo, tak ne sicer povsem zanesljiv, ampak en garant kakovosti je, če je to nekako kupljeno od nekega znanega posrednika. Internetni posredniki ponavadi niso znani. Ne bom zdaj rekel, da je vsa nabava preko interneta. Če kupimo po internetu preko ene slovenske lekarne, je to ravno tako v redu. Skratka, bistveno je, da je znano, da vemo fizično od koga, da se tisti prodajalec ne skriva, ampak da ima objavljen en svoj naslov, poštni naslov, ki je preverljiv, da ni to nekje daleč, ko niti ne vemo, ali tista ulica sploh obstaja. To je že en tak minimalni garant. Potem pa tudi sicer nekako firma daje neko zaupanje. Če preveč obljubljajo, je že sumljivo. Če čudeže obljubljajo, je nekako... Kaj pa tako sploh na splošno? Ima smisel imati kakšne take dodatke, ali je to zelo odvisno od konkretnega primera, ali se dobro o tem s kom posvetovati? Oglasov je veliko, ne? Ljudje pač verjamejo potem, če preverejo v nekem časopisu. Jaz bi rekel, tako za splošno populacijo ni potrebno, da bi kar vsi nekaj rutinsko uporabljali. Tako da gre za posebne primere. Eno so primeri ljudi, ki se slabo prehranjujejo in jim zaradi tega manjka vitaminov, mineralov, antioksidantov, vlaknin. Te potem najbolj bilo, da izboljšajo svojo prehrano in povečajo vnos antioksidantov, vlaknin, česarkoli z hrano. Ampak če že nekako ne morejo, res ne marajo zdrave hrane, je potem vsem bolje, da uporabljajo prehranska dopolnila z temi snovmi, kot da teh snovi sploh ne vnašajo v telo. Potem so pa še ljudje z povečanimi potrebami, nosečnice, ampak spet ne, da bi zdaj kar cel nabor, ampak recimo folno kislino rabijo, mogoče železo in tako naprej. Ampak to itak zdravniki že predpišejo, ne? Te stvari. Ne vem koliko. Verjetno pri nosečnicah to predpiše. Športniki so mogoče spet ena skupina ljudi, ki ima spet neke povečane potrebe po nekih hranilih, ki jih težko z normalno hrano vnašajo. Potem so pa neka živila, ki imajo lahko tudi neke koristne vplive pri nekaterih boleznih. Zdaj, če so to živila, temu ne smemo reči zdravljenje, ampak je neka podpora. Tle ni čist jasna meja, ne? Ampak čist zakonsko je edini izdelek, ki je namenjen zdravljenju, je zdravilo. Na ta način je potrošnik nekako zavarovan, da tak izdelek je potem podvržen vseh tistih kontroli, čemur hrana ni. Kar pa še ne pomeni, da hrana nima takih lastnosti, se pač proizvajalec ne sme tega pripisovati zdravilnih učinkov, lahko pa pripisuje nekako neko varovalno vlogo, no? In
Potem rabimo nekako kvaliteten izdelek, ker ga nihče v našem imenu, recimo država ga v našem imenu ne preverja, tako da moramo mi nekako zaupati proizvajalcu. In pač spet omejeno na tiste ljudi, ki to potrebujejo. Spet ni nekako za splošno rabo priporočati. V redu. Ja, najlepša hvala za vse te informacije in za pogovor. Prav sem z veseljem. Adijo. Adijo.